Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu novic. Začenjamo ga z včerajšnjim dnevom brez avtomobila, s katerim se je zaključil Evropski teden mobilnosti, ki je letos potekal pod sloganom Varčne poti. Tradicionalno so ga obeležili tudi v Novem mestu. Glavni trg je dopoldne preplavilo več kot 850 mladih. Nismo se ustrašili slabe napovedi in otroci, učiteljice, učitelji, vzgojitelji so prišli semkaj na glavni trg in spoznavajo nove stvari in nikoli ne vemo, mogoče kakšen od otrok se pa zaljubi v kakšno zadevo, kakšen poklic in to tudi udejanje. Na 25 stojnicah so namreč predstavljali različne dejavnosti in poklice. Kažemo našo dejavnost, predvsem pokažemo opremo, ki je zanimiva za najmlajše, tudi kako je krst na vrhu Triglava, s tem, da seveda samo nakažemo z vrvjo po zadnji plati. Tukaj predstavljamo našo opremo, našo delo mlajšim, da tudi pridobimo članstvo v bodočnosti in naše zahtevno delo. Avtomobile smo parkirali doma, sem smo prišli mi sicer z namiznoteniškimi mizami. Res lepo je, ko vidimo lokalna društva, ko vsi predstavljajo svoj šport. Pomembno je, da se otroci gibajo. Kot vsako leto predstavljamo svoje reševalne pse, s katerimi delamo že kar nekaj let. Otroke najbolj zanimajo trikci, skuški, pa da bi jih božali. Predstavljamo, kako se bi radi približali ljudem, da nam zaupajo. Predstavljamo pa neke svoje opreme, vodnika služnega psa, policista na kolesu, imamo celo maskoto, Piko s sabo, da malo za popestritev za otroke. Vrtičkarji in šolarji so tako na zabaven način spoznavali številne aktivnosti. Čelada je kar težka. Ja, čelada je težka. Pa vroče mi je. Ja, prijateljski znajo biti pa poligrivi, tako da. Imate radi ptice? Ja. Tale dan je moj najljubši zdaj, ker sem plesal. V spredju pa je bila trajnostna mobilnost, ki mladim pomeni, da se ne rabimo voziti z avtomobilom in da je vlak zastonj, pa da je avtobus kar še v redu. Predvsem se mi zdi, da je pa močan ta simbolni pomen, se pravi, da glavni trg, ki je bil nekoč poln avtomobilov, sedaj napolnijo otroci. In v skrbi za okolje in zdrav način življenja jih želijo vzgajati tudi v prihodnje. Mladi pa so se zbrali tudi v cistercijanskem samostanu v Stični na tradicionalnem srečanju katoliške mladine. Bilo jih je več kot 4200 iz vse Slovenije. Festival, ki se je odvil že 42. leto, je udeležence nagovarjal z geslom "Kdo praviš, da sem?". Med obiskovalci so bili taki, ki se v Stično vračajo že vrsto let in taki, ki so to srečanje mladih obiskali prvič. Predvsem mi je všeč ta vzdušje mladih, velikih poznam in to je ena super priložnost, da se srečamo, pa res spet vidimo, da je Bog prisoten med mladimi in da že živi. Vsi moji prijatelji iz cerkve so šli, pa sem se odločil, da grem še jaz. Do zdaj mi je zelo super tukaj. Tlam prijatelje iz svojega mesta, pa tudi nove spoznavamo, ne. Rdeča nit dogodka je bilo vprašanje identitete. Geslo je, kdo praviš, da sem, ker se sprašujemo, kdo v resnici smo, na kom oziroma na čem sloni moje življenje, kdo vodi moje življenje in bi radi, da spoznajo, da je Bog tisti, ki nas je ustvaril in nam dal identiteto. Sveto mašo je daroval novomeški škof Andrej Saje, v pridigi pa je zbrane nagovoril mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Mladi potrebujejo tudi oporo, spodbudo drug drugega in tukaj rastejo tudi prijateljstva. Tukaj Stična je vedno bil kraj, kjer so se sklepala prijateljstva, kjer so začutili, da so še drugi, ki isto iščijo, isto mislijo, isto, kaj bi rekel, hrepenijo in to potem Stična utrdi. Festivalskemu dogajanju v Stični pa so se tokrat pridružili tudi bratje iz tajzejske skupnosti in mednarodni prostovoljci. Mi smo tukaj kot že pripravljalci tezejskega srečanja v Ljubljani, ki bo potekalo za novo leto. Pričakujemo več tisoč mladih iz cele Evrope in tukaj smo zdaj ekipa mednarodnih prostovoljcev iz Medini Slovenc, ki bomo skupaj s tezejskimi brati, s to skupnostjo organizirali novoletno srečanje mladih. Celodnevno festivalsko dogajanje je vse skozi spremljala dobra glasba, organizatorji pa so z veseljem ugotovili, da je bil obisk podobno številčen kot v predkoronskem času.
Sedaj pa k raziskovalni žilici mladih. Srednješolskim raziskovalcem so namreč podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši, letos so prijavili 49 nalog. 33 dijakov si je prislužilo Krkine nagrade za 20 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri njihovem nadaljnjem raziskovanju pa je 56 srednješolcev, avtorjev 29 raziskovalnih nalog, prejelo Krkina priznanja. Vsako leto se jih približno 100 odzove, nekateri sami, nekateri v manjših skupinicah, ampak pomembno je, da se odzovejo kljub množici drugih interesov in možnosti. Svoje dosežke s področja naravoslovnih ved so najboljši dijaki predstavili na simpoziju pred podelitvijo nagrad. Raziskovanje jim pomeni ogromno. Da se naučim nekaj novega, pa tudi mogoče, da nekako pomagam, nekako izboljšati, družbo recimo, tako da daš nek tak svoj majhen košček v življenju. Krkina nagrada je lepa referenca za naprej, pravi novomeški gimnazijec. Da ti nek način odpre vrata v bolj kasnejši svet, se pravi fakultete, mogoče možnosti za delo. Lahko pol napišeš na življenjepis, prejemnik Krkine nagrade. To je že vsaj nekaj, nek štart. Sklad Krkinih nagrad prispeva k priljubljenosti raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Kakovost nalog je na zavidljivi ravni, je poudarila Vida Škrabanja. Ampak prav vseh se lahko začuti tista radovednost, vnema zagnanost, želja doseči nekaj in v tem duhu tudi nadaljevati. Dijaki so vnovič prijavili vrsto zanimivih raziskovalnih nalog. Pri raziskovanju so upoštevali multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno raziskovalno delo. Manj zadovoljni pa so na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. V letošnjem letu policisti Policijske uprave Novo mesto beležijo kar 3-krat večje število ilegalnih prehodov državne meje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Zato že slab mesec dni poostreno nadzorujejo mejo z južno sosedo. Večinski tok migrantov se je iz Bele krajine preselil v Posavje. Največ prebežnikov beležijo v Rigoncah. Smo v letošnjem letu obravnavali že 32 500 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. V enakem obdobju lanskega leta je bilo takih prehodov približno 5000. Najbolj obremenjeno območje je tako rekoč med reko Savo in pa bivšim mejnim prehodom Rigonce, kjer je v letošnjem letu že prestopilo državno mejo na nedovoljen način približno 25 000 tujcev. Zaradi tolikšnega povečanja ilegalnih prehodov so pred 3 tedni na mejnem območju poostrili nadzor. Policija je na območju, kjer se trenutno nahajamo in ki predstavlja največji prehod ilegalnih migrantov trenutno v Sloveniji, okrepila nadzor z patruljnimi in tehničnimi sredstvi. Na dnevni ravni uporabljamo konjenico, vodnike službenih psov, helikopter in različne patrulje različnih policijskih postaj. Na dnevni ravni uspešno sodelujejo tudi s hrvaškimi državnimi organi. Sodelovanju z mešanim patruljam, ki se izvajajo na območju Hrvaške in na območju Slovenije. Odlično sodelujemo tudi z lokalnim prebivalstvom, ki so druge oči našega dela, zato se jim tudi in obvladovanju migracij, zato se jim tudi zahvaljujem za vso pomoč. Poudariti pa želijo tudi, da smo v letošnjem letu prijeli že 177 tujcev, ki so storili kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja državnih meja oziroma ozemlja ali drugače rečeno tihotapcev, kot večkrat uporabljamo v žargonu. Se pravi, 177. V enakem obdobju lanskega leta je bilo takih tujcev prijeti 31. Sogovornika sta še poudarila, da policistom kljub različnim govoricam ograja na meji vendarle olajša delo, saj prehajanje meje omeji na posamezne točke.
Še o enem izzivu smo poročali. V novomeški občini od leta 2018 izvajajo brezplačne prevoze za starejše in druge ranljive skupine v sklopu vseslovenskega projekta Prostofer zavoda Zlata mreža. Občina je prispevala vozili, prevoze pa izvajajo prostovoljni šoferji iz Društva upokojencev Novo mesto. Teh pa glede na vse večje potrebe primanjkuje. V Novem mestu so sistem brezplačnih prevozov poimenovali Rudi. Letno prevozijo 35 tisoč kilometrov oziroma prepeljajo več kot 1400 oseb. Že 2 leti se ga poslužuje tudi Olga Milošević. Zdaj imam recimo prav rukar vsak dan, cel mesec. Ampak v teh 2 letih niso enkrat zatajili za uro, kje šele za datum. Res ne. Jaz si ne bi mogla niti do zdravnika, niti v bolnico, niti na terapije. Zato poziva mlade upokojence, da se pridružijo prostovoljnim šoferjem. Teh je namreč zdaj le 10 in jih je zaradi vse večjega povpraševanja krepko premalo. So pa v teh recimo dneh septembrskih avtomobila popolnoma zasedena, prevozita do 10 oziroma okoli 10 oseb vsak dan. In dejstvo je, da je trenutno ta čas, ko je potrebno rezervirati termin, tudi 14 dni vnaprej. Tako da sam ocenjujem, da mogoče bomo kmalu tudi na nivoju za 3 vozila. Da bi opozoril na pomanjkanje prostoferjev in podprl sistem Rudi, je župan ob Evropskem tednu mobilnosti za eno dopoldne tudi sam sedel za volan in se izkazal kot dober voznik, s katerim bi se uporabniki radi vozili. Absolutno ja, absolutno, pa še kakšno bi pametno rekla, a ne? Res je. Z gospo sva prav prijetno poklepetala. Je pa seveda res na mestu, da se potrudimo vsi skupaj, tako prostovoljci, tisti upokojenci, ki lahko še prispevajo v družbo, kot seveda občina, da potem z materialnimi pogoji podpre ta sistem. Prevoze izvajajo med 7 in 15 uro, namenjeni pa so nujnim opravkom v zdravstvenem domu, lekarni, na upravni enoti ali občini. V Društvu kočevarjev staroselcev so letos izvajali projekt ohranjanje in interpretacije kulturne dediščine v lokalnem okolju ter spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na podeželju. V ponedeljek so ga sklenili z odprtjem obnovljenega muzeja in muzejske zbirke v njihovem družbenem domu v Občicah pri Dolenjskih Toplicah. V Občicah ima društvo od leta 1998 svoje upravne prostore, ki jih bogati tudi muzej z bogato zbirko. Tega so želeli nadgraditi in ga posodobiti. No in letos smo potem v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani se je društvo pristopilo k realizaciji tega projekta, obnova muzejske zbirke oziroma nova postavitev z bolj takimi sodobnimi informacijskimi pristopi, prevodi vseh teh letakov, zloženk brošur in postavitev informacijskih tabel. Obenem so obnovili vstop v gensko banko starih sadnih sort, ki prav tako deluje v sklopu društva. Namen tega projekta je predstavitev identitete kočevarjev, ki so na tem območju živeli več kot že skoraj 700 let, in pa da s temi našimi projekti, ki jih imamo, povabimo širšo javnost, večinsko prebivalstvo, da si pridete naše objekte, naše razstave pogledati. Ko je govora o narodih, običajno izpostavimo kulturo. Zelo lepo je, da poznamo, na kakšen način so se naši predniki ukvarjali s tem, ko so obdelovali verjetno tukaj kaj drugega, ne kot ali njive ali pa gozdove, ker jih je pri nas veliko. Tako da sem ponosen, da Društvo kočevarjev staroselcev goji ta spomin, to kulturo. Potomcev kočevarjev je vse manj. Tako da se kočevsko še pogovarjamo, mi doma, moj sestra pa bratje, z brati se pogovarjamo, samo v kočevarščini, ki smo skupaj. Kulturo je ohranjena, zato jaz rad podpiram to tole, kar se da in sem na razpolago zmeraj, če me kaj rabijo, da se ta del, eno je ta plesna skupina, druge pevski zbor in je res tole tisto, kar dejansko še ohranjajo ta del. Projekt, ki so ga izvedli v 3 mesecih, so podprli Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za evropske in mednarodne zadeve, Koroška deželna vlada in Univerza v Ljubljani. Konec minulega tedna pa se je v Črnomlju v knjižnici in cerkvi Svetega Duha odvil 11. slovenski festival Kamishibaja. V pestrem 3-dnevnem dogajanju za mlajše in starejše smo videli okrog 40 Kamishibaj predstav in navdušene obiskovalce.
Slovenski festival Kamišibaja je že drugo leto zapored gostoval v Beli krajini, kjer se je z organizacijo uspešno spoprijelo kar nekaj ustanov. Knjižnica Črnomelj, Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Črnomelj, KUD Zlata skledica in seveda ob finančni podpori občine Črnomelj. Letos je bilo veliko lažje, ker smo vedeli, kje bomo bili, kako to zgleda, tako da je bilo veliko dela, ampak veliko lažje. Je bilo veliko gledalcev, veliko dobrih zgodb. Vse si je ogledala 3-članska strokovna komisija, ki je tudi podelila najvišjo stanovsko nagrado Zlati Kamišibaj za leto 2023. Prejela sta jo Vanja Iva Kretič in Boštjan Oder za predstavo Tja med ljudi bova deklica šla, ljubezenska pisma med Kajuhom in Silvo. Tukaj je res smetana, to je najboljše, kar lahko vidiš v tem trenutku v Sloveniji in je fino priti vsako leto znova, zato sem tudi tu zdaj že drugo leto, pa že prej sem hodila, zato da vidiš tudi, kako se cela zvrst Kamišibaj kot tak razvija, kam raste, kakšni so trendi. Izjemno je, izjemne zgodbe, festival resnično raste, vsako leto več kandidatov, ki se prijavi na izbor za državni festival, tako da selektorji imajo vsako leto malo več dela, Kamišibaj raste tudi po kvaliteti. Poskušamo tudi priti noter v tele uradne tokove, kulturne, zaradi tega, ker Kamišibaj je res en zanimiv medij in predvsem gibanje na Slovenskem. To se pravi, to ni, da bi se ene 3 ljudje s tem ukvarjali, to se že tisoči in tisoči ljudi se s tem ukvarja po Sloveniji. V sklopu festivala so pripravili tudi delavnico za otroke, Kamišibaj za vsak žep in odprli razstavo Silve Karim, Svet iz mojega Butaja. 70 del, 58 avtorjev, 4 države in 4 galerijski prostori v Novem mestu. 3. mednarodni bienale likovne vizije Etikete, ki ga prireja Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, je posegal po novih višinah, najvišjih doslej. Osrednja tema tokratnih etiket so bile laži. Same etikete imajo torej moralne, etične, filozofske, politične, sociološke in s tem tudi aktualne umetnostne problematike, teme in nedvomno laž sodi v ta predal. Gre za pomemben in zahteven organizacijski projekt, ki je vse bolj prepoznaven v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sodelovanje med galerijami je vedno dobrodošlo. Je pa res, da je 70 del razstavljenih in bi težko razstavili samo v enem razstavišču, tako da pač celo Novo mesto diha s tem bienalom, se mi zdi zelo pomembno in zelo fajn. Vsa predstavljena dela je ocenila tudi strokovna komisija. To daje bienalu Etikete še večjo težo. Zdaj, kot član komisije lahko rečem, da ste nekako zadeva, da se je dvignila na nov nivo, da so nekako letos dela verjetno malo boljša, kot so bila pred 4 leti oziroma pred 2 letoma. Tako da mislim, da če bomo vztrajali, da se bo zadeva razvijala še kakšno stopnjo višje. Razstava bo na vseh 4 lokacijah na ogled do 15. oktobra. Pred desetletji je bilo najpomembnejše jesensko opravilo ličkanje koruze. Ob petju in ljudskih glasbilih so se ga pred dnevi že 8. lotili tudi na Trebelnem. Tradicionalni dogodek pripravljajo ljudski pevci in godci Trebevno, nanj pa povabijo pevske prijatelje iz vse Slovenije. Namen te prireditve je, da ohranimo stare običaje, ki so se včasih dogajali v naši občini ali pa pravzaprav v našem kraju na Trebelnem. Ob enem pa ohranjamo ljudsko petje, da ne gre v pozabo. In smo zopet tukaj na Trebelnem in smo veseli tega povabila in se bo spet slišala slovenska ljudska pesem in smo tega zelo veseli. No, s Trebeljani smo pa skoraj pobrateni in pozdravljam takele širša srečanja, da še naprej imamo to ljudsko petje v vaškem okolju, kamor tudi spada. Ličkanje je pravzaprav trganje suhih listov s koruznih storžev. Pa še ustvarjamo iz lečkanja predpraženke, omelo za krožne peči, pomest. Tokrat so ličkanje združili tudi s prikazom šranganja. Kjer bomo pač z vozovi prišli do hiše neveste in jo želeli seveda dobiti.
Gospodar pravzaprav neče o tem najprej nič slišati, pošlje nam ven tudi nadomestne in tako naprej, ampak na koncu le pride ta prava in potem se z ženinom in na vozu odpeljemo naprej na poroko. In fantje to s pridom skoristijo, postavijo prepreko ženinu, da odpelje nevesto s fare, ne? In seveda tudi, kolikokrat smo šrangali, opažamo, da so tudi svatje zelo veseli tega dogodka. Kot so bili veseli vsi, ki so nedeljsko popoldne preživeli pri lovski koči na Trebevnem. Stopiče so v soboto popoldne preplavili gasilci, reševalci in predstavniki ostalih tovrstnih organizacij. Razlog? Občinska gasilska vaja novomeške občine, v kateri so uprizorili nesreče, ki bi se lahko zgodile v silovitejšem neurju. Poškodovane strehe, poplavljena dvorišča, udar strele v šolo, ranjene osebe, prometne nesreče. Na srečo je šlo le za vajo, v kateri so preizkušali usposobljenost ekip. Pripravili smo več delovnih nalog, od podrtega drevesa, črpanja vode, požara na samih objektih, reševanje pogrešanih oseb v sodelovanju s kinologi. Vaja ocenjujem, da je bila zelo dobro pripravljena. Splošna ocena vaje je dobra, udeležba je odlična, kljub temu, da je čas trgatov, da so ljudje zasedeni, je na vaji sodelovalo skoraj 120 gasilcev, plus vse ostale službe, tako da jaz mislim, da smo v mestni občini Novo mesto kar dobro pripravljeni tudi na take nesreče. Današnja vaja tukaj v Stopičah je pokazala, da imamo odličen sistem zaščite in reševanja tudi v naši občini. Ves ta sistem mora odreagirati v različnih situacijah, temu je bila namenjena tudi današnja vaja. Sodelovalo več kot 150 posameznikov. Vaja je potekala v sklopu praznovanja 110-letnice stopiških prostovoljnih gasilcev. Takrat je bila konjska vprega, pa voziček, pa tole vse skupno. Danes je pa se pripeljajo lepo organizirano, moderno vse skupno in tako se nadaljuje ta tehnika gasilska. Letno imajo okoli 10 intervencij, večinoma v domačem okolju, po potrebi pomagajo tudi drugje po Sloveniji. Verjetno je bil začetek gasilstva predvsem zaradi požarov, zdaj pa vidimo, da so te naravne nesreče, kot so razni večji požari ali pa poplave, kjer gasilci vidimo oziroma smo največkrat proženi. Društvo danes šteje nekaj manj kot 100 članov. Sončna sobota, nasmejani obrazi, veliko dobre volje in športa pa je zaznamovalo soboto na 11. dobrodelnem teku Trimigo na Mirni, kjer so letos zbirali denar za gasilce. Trim stezo med Mirno in Gorenjo vasjo so uredili pred 10 leti. S prijatelji smo precej pretekli po tej stezi, ki na nek način ni bila prepoznavna, ni bila znana. Je pa, spravi, lokacija je pa zelo lepa. Na tej trim stezi ne samo, da se sprehajajo, ampak tudi tečejo in drugače rekreirajo številni, ne samo občani občine Mirna, temveč tudi občani vseh drugih slovenskih občin, pa tudi tujci, ki prihajajo z avtodomi na Mirno. Tradicionalna dobrodelna športno-družabna prireditev je povezala številne ljubitelje druženja, rekreacije in teka v naravi v idiličnem okolju pod gradom Speča Lepotica. Zato, ker je ful zanimivo, pa čeprav se mi ne da teči, mi mami vedno reče, da moram in pol grem teči. Nisem prvič, imam vnuke in dejansko že najbolj 4., 5. Ne vem, niti ne štejemo več. Zaradi podpore društvom in organizacij, zaradi dobrodelnega teka, s katerim res pomagamo tistim, ki jim je pomoč potrebna, in zaradi tega, ker sem Mirančan, to je tista bistvena stvar. Dobrodelnost, druženje, lepo vreme, pa to, da grem malo ven. Proga je luštna, ker je prvič kratka, za vsakega makadam, veliko poteka po senci, tako da všečno. Letos so prostovoljci pod okriljem društva Partizan zbrali 6.000 evrov za nakup sušilne omare in gasilskega sesalca. Gasilski sesalec se največkrat uporablja v objektih, ki niso povsem poplavljeni, ki recimo samo par centimetrov vode, ampak lahko teh par centimetrov naredi kar ogromno škode.
Dogodka se je udeležilo skoraj 250 pohodnikov in tekačev ter številni navijači, ki so ob prihodu v cilj glasno pozdravili vse, vključno z zmagovalcema teka na 6 km Alešem Lindičem in Barbaro Andolšek. Nekaj zanesenjakov je leta 1973 ustanovilo nogometni klub Ivančna Gorica. Članska ekipa trenutno nastopa v 4. slovenski nogometni ligi, v klubu pa so najbolj ponosni na uspehe mlajših selekcij. Za uspešno in nemoteno polstoletno delovanje kluba so zelo pomembni njegovi veterani. Je bolj rekreacija kot šport. In smo starosti od 35 pa, kot sem rekel, do mojih 79 let. Ker mislim, da je kar lep izbir, pa da si še lahko aktiven, gibčen in tako tudi ohranjaš zdravje, pa veselje do dela in do športa. Nastopamo v veteranski ligi MNZ Ljubljana, seveda v rekreativnem smislu, tako da je ekipa kar številčna. To se v bistvu je to druženje in pa spodbuda in pa rekreacija v našem okolju. Klub je imel v lokalnem okolju vedno veliko podpornikov in je v svoji zgodovini dosegel nekaj odmevnih rezultatov. Klub je bil dosti časa nižji ligaš, pač majhen kraj, majhen klub. Kasneje je z bom rekel, finančnim vložkom oziroma sponzorjem je klub pričel z svojim vzponom in to vse od 5. lige pa do 2. lige. Eno leto je klub nastopal v 1. ligi, kar pa je bil morda prevelik zalogaj za kraj, predvsem z finančnega vidika. Danes je njihova najboljša selekcija mladinska, ki igra v 2. ligi. Imamo odlično infrastrukturo za naše razmere. Sploh bom rekel, da se lahko pohvalimo v celotnem nogometnem prostoru v Sloveniji. Res je, da je že 20-25 let, odkar je pač ta stadion nastal v taki obliki, kot je sedaj. Vodilne v klubu pa najbolj veseli število otrok, ki se redno udeležujejo treningov in tekem. In še k zmagi. Pred polnimi tribunami športne dvorane Leona Štuklja so se prvič in zadnjič v tem pripravljalnem obdobju domačemu občinstvu predstavili košarkarji novomeške Krke, ki so premagali zagrebško Cibono z 80-66. Pred dnevi sta se ista tekmeca pomerila v finalu pripravljalnega turnirja v Zagrebu, kjer so bili veliko boljši igralci Cibone. Tokrat je bila zgodba na igrišču povsem drugačna. Načeloma nekako okvirno smo predstavili publiki igro, ampak tu so še neki detajli. Se še ukvarjamo z kombinatoriko. Mislim, da še imamo dosti rezerve, tako v napadu kot v obrambi, tako da glede predstave danes pa sem zadovoljen in ponosen na štab in soigralce. V Krkinem dresu so se domačemu občinstvu predstavili tudi letošnji novinci, ki so lepo izkoristili svojo priložnost. Definitivno je pač nivo igranja bil ta prvi, ki me je prepričal, da pridem v Novo mesto. Vseeno se mi zdi, da je to klub z tradicijo, kjer se nekako verjetno vidi vsak igralec, ki začne košarko. Krkaši so prikazali borbeno in atraktivno igro. Tudi na tak način želijo napolniti tribune domače dvorane. In jaz bi res pozval publiko, da smo ena skupina takih, kako naj rečem, to so zelo v redu fanti, dobri karakteri, naj prijejo ljudje, oni se pripravljeni boriti za Krko pa za Novo mesto, tako da mislim, da si zaslužijo, da gledalci pridejo na tekmo. Sicer pa s pravimi tekmami v novi sezoni začnejo čez slab teden, ko v sklopu lige NLB v Novo mesto prihaja ekipa Šentjurja. Tako so odmevale novice zadnjega poletnega tedna v letošnjem letu. Kako bodo zvenele jesenske, preverimo naslednji teden. Do takrat pa prijetno nedeljo in vse dobro.